Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Preden gremo na današnjo vsebino, bi vas še enkrat rada povabila na MoneyHow Live, ki se bo odvil v živo 20. aprila ob 17. uri v Kristalni palači v Ljubljani. Imamo že prva potrjena imena naših gostov in sicer seveda bo z nami Andraž Grahek iz podjetja Capital Genetics, večkratni gost MoneyHow, prav tako tudi Damjan Merlak, serijski podjetnik, investitor, kriptomilionar. Z nami bo tudi Egon Zakrajšek, ki je 25 let bil zaposlen na ameriški centralni banki, zdaj dela na banki za mednarodne poravnave v Švici. Z nami bo preko Zooma iz New Yorka tudi Nejc Bizjak iz kriptomenjalnice Bitstamp, tudi njega ste imeli že večkrat priložnost slišati na MoneyHow. Pridružil se nam bo tudi Boris Cergol, ki smo ga zadnjič gostili, vezano na umetno inteligenco in pa ChatGPT. Je poznavalec trendov na področju umetne inteligence in regijski vodja podatkovne discipline v podjetju Endava. V preteklosti se pa tudi ukvarjal z trgovalnimi strategijami. Gost bo tudi Tomaž Torfa. Večino življenja je preživel med Silicijevo dolino in Berlinom, ustanovil je tudi nekaj uspešnih startup zgodb, bil je angelski investitor, zbral več kot 100 milijonov evrov in seveda je kot človek z res veliko izkušnjami bogata zakladnica znanja in izkušenj. Z nami bo tudi Andraž Brilj, ocenjevalec vrednosti nepremičnin in partner v Capital Genetics. Tudi njega ste imeli že večkrat priložnost slišati na MoneyHow. Pogledali bomo, kaj se dogaja na trgu nepremičnin, kdaj bodo cene začele končno upadati. Potrditve ostalih gostov še čakamo. Mislim, da bo to vse zgodilo vse v tem tednu. Vse objave oziroma vsi gosti so navedeni tudi na spletni strani moneyhow.si pod zavihkom dogodki, tako da vabljeni, da si tudi pogledate to na spletni strani. Bomo pa tudi aktualizirali program, ki se bo odvil na MoneyHow Live, tako da bomo aktualni in zanimivi. Vabljeni, da se nam pridružite. Pred natanko letom dni sem pripravila posebno serijo epizod o posledicah ruske invazije na finančne trge, kriptobančništvo in tako dalje. Eno leto zatem vojna še vedno divja in se stopnjuje, posledice pa čutimo pravzaprav vsi. Danes bova z Blažem Hribarjem, članom uprave pokojninske družbe A, preverila dogajanje na finančnih trgih eno leto po invaziji. Zdravo, Blaž. Pozdravljena, Marja. Hvala za povabilo. Z veseljem. Mal si zadihan. Ne, vse je v redu, malo sem mogel klele pospraviti pisarno. No, vela. A kar greva pogledati malce na trg? Greva najprej pogledati na delniški trg. Veliko se je zgodilo v enem letu. Evropski borzni trgi se približujejo rekordnim ravnem. Če pogledava enoletno obdobje, vidimo, da so se donosnosti v Evropi so še vedno enomestne. V ZDA so tečajnice obarvane rdeče. Če pa pogledava malce krajše obdobje, recimo letošnje, torej januar, februar, vidimo več optimizma med vlagatelji, saj so tečajnice letos tako čez lužo kot v Evropi obarvane zeleno, v Evropi celo vidimo dvomestne donosnosti. Mogoče sem še to, preden grevam analizirati te donosnosti, ko pogledamo indeks strahu in pohlepa, ki ga izračunava iz različnih kazalnikov CNN Money, ta kaže na pohlep. Sam indeks VIX, ki pa prikazuje nihajnost na borzi, se je precej umiril, je bolj stabilen kot pred letom dni, torej ta psihologija vlagateljev na borzi je res zanimiva. Se strinjaš? Drži, se strinjam. In ravno recimo s psihologijo, oziroma odzivanjem širše javnosti, pa tudi potem voditeljev, ključnih odločevalcev v razvitem svetu, lahko potem nekako pojasnimo, kako so se gibali svetovni delniški indeksi, ali evropski, ali ameriški. Generalno, ja, seveda vojna nič dobrega ni prinesla, tako kot nobena, Trgi so temu ustrezno se negativno odzvali. Je pa res, da večina ljudi pričakovala mogoče na prvo žogo na čustven odziv, ki je ekstremno bil negativen, generalno po svetu na celotno invazijo Ukrajine. So pričakovali večje, padce, se mi zdi. Je bilo lansko leto negativno, drži, ampak znotraj celotne zgodbe je bilo tudi kar nekaj zmagovalcev, sektorjev zmagovalcev in v bistvu celotna zgodba, zakaj so se delniški indeksi lani
lani gibali tako, kot so se, samo deloma pojasni Ukrajina oziroma predvsem energetska kriza. Glavnino pojasnila bi jaz prej iskal v tem, da je bilo to prvo pravo popandemijsko leto, ne, in da se je številno tisto, kar se je dogajalo med ukrepi, zajezevalnimi ukrepi, končalo in to končalo odločno in močno. Ne. In to je povzročilo tiste, bom rekel, prve tudi probleme, no, za kapitalske trge. Ne govorim seveda o inflaciji kot glavnem problemu lanskega leta, ki se je pojavil. Ne. Zdaj omenjaš, da je bilo nekaj sektorjev pozitivnih, definitivno v ospredje energija, pozitivna je bila tudi panoga industrije, zdravstva, preskrba z elektriko, plinom in vodo, materijali, negativno v letu dni pa so bile obarvane finančne storitve, informacijska tehnologija, trajne potrošne dobrine. Drži. Zdaj, če grem lepo, recimo, če v Evropi pogledamo, ne, vsem smo mi tudi v Evropi, ne, v lanskem letu, v zadnjih 12 mesecev, ne, presenetljivo na prvem mestu banke, če smo čisti iskreni. Ne. A je banke, to pa čist kontra? Banke, ja, drži. Letos banke, ne, v evroobmočju oziroma v Evropi so bile tiste, ki so bile pod močnim udarom negativnih obrestnih mer zadnjih praktično od 2009 naprej. Ne. In to obdobje se je nenadoma končalo lani. Končalo se je v bistvu proti koncu leta, v zadnjem četrtletju, ne, z drastičnimi dvigi obrestnih mer centralnih bank, potem Euriborja in celo leto praktično pa postopnemu dvigovanju obrestnih mer obveznic, torej donosnosti obveznic. Ne. In banke so tiste res, ki so tukaj, ki zdaj žanjajo te obrestne prihodke, neto obrestne prihodke. Na eni strani dobivajo 3 in več odstotne obrestne mere na popolnoma varnih ali pa z vidika bank ali pa regulatorjev bančnih varnih obveznic in drugih naložb, in na drugi strani pa nam dajo za naš denar na bančnem računu, ne vem, meni 0%, no, verjetno vam tudi. Ne. Na depozitih pa nekaj malega počasi začenjajo. Torej, končno zopet banke praktično po, ne vem, 15 letih ali pa 10 letih najmanj v evroobmočju zopet služijo za neto obrestno maržo, torej razliko med obrestno mero, po kateri posojajo, in obrestno mero, po kateri si izposojajo, torej depozitno obrestno mero. In to se pozna na delnicah bank, ne, močno, predvsem v zadnjem času, ko objavljajo rezultate poslovanja v zadnjem lanskem četrtletju, ko so bile obrestne mere višje. To je recimo ena tak prikaz, kako drastično se je v zadnjem letu svet spremenil. Ni povezano to direktno z Ukrajino, je pa posredno z Ukrajino. Ne. Na drugem mestu je energija, torej delnice iz naftnih podjetij, kdorkoli je zagotavljal energijo zahodnemu svetu, je bil lani izredno dobičkonosen. Pika. Ne, recimo za prikaz, kdo je v Evropi zagotavljal energijo lani? Ja, naftne družbe, ampak kere naftne družbe? Ne? Recimo ameriške naftne družbe. En Exxon recimo je dobavljal LNG, ne? Torej plin, ne? Prek utekočinjen, zmrznen na posebnih tankerjih v Evropo, in ta plin je imel enormno ceno, recimo da 12-krat, 15-krat višjo, kot je bila običajna v preteklosti. In to seveda pomeni enormni dobiček za tistega, ki ta plin lahko zagotovi, in recimo Exxon je bila ena od družb, ki je to lahko zagotovila. In njihova delnica je lani podvojila svojo vrednost. Ne. Sem vesel, da smo jo tudi imeli majčken v našem portfelju in močno izstopa v primerjavi z karkoli drugega, kar se najde tipično v portfeljih, globalno razpršenih delniških portfeljih. Potem pa naprej, ne, razne panoge, pa če greva zdaj na konec, ne, tisto, kar je bilo najbolj na udaru lani, ne, so bile pa v bistvu vse naložbe s fiksnimi donosi. Ja, zakaj? Ja, zato, ker so se dvignile obrestne mere, in če ste se vi v bistvu odločili kupiti, dajmo reči, sklela na delniškem trgu, to pomeni, da so bile najslabše donosne, najbolj negativno donosne v zadnjih 12 mesecih, to je približno tretjino, so izgubile te delnice, naložbe v nepremičninske družbe. Ne. Te nepremičninske družbe imajo na eni strani naložbe v nepremičnine, torej so lastniki nepremičnin, stanovanj, trgovskih centrov, pisarn, skladišč in tako naprej. Na drugi strani imajo nekaj kapitala, lastniškega kapitala od svojih delničarjev, nekaj pa si ga običajno sposodijo na kapitalskih trgih. In seveda te družbe so prišle zdaj v, bom rekel, res neprijetno situacijo, ko na eni strani se jim močno draži
to sposojanje na kapitalskih trgih, ne, bomo še kaj rekli na to temo, koliko se je to spremenilo leto dni, ampak res drastično se je podražil vir financiranja, posojila so se podražila. Na drugi strani ne, pa imajo nepremičnine, kjer je pa kar težko zelo na hiter dvigati najemnino za take gabarite, kot se je na drugi strani ti podražilo posojilo. Ne, in torej počasi dvigujejo najemnine, ampak niti slučajno ne tako hitro, kot se jim draži dolg, in posledica je zmanjšana vrednost pač take delnice oziroma take družbe. Ne. Torej vse tisto, kar je v bistvu bilo nekaj podobnega, kot bi rekel neka dolgoročna naložba z stabilnim, varnim, vnaprej določljivim, fiksnim donosom. Ali je bila to dolgoročna obveznica države, ali recimo Republike Slovenije, ali pa nepremičninska družba. Mogoče samo za prikaz, s temi nepremičninskimi družbami ni samo po sebi nič narobe. Ne? V njihovih stanovanjih še vedno ljudje stanujejo, v njihovih trgovskih centrih so še vedno ljudje, ki hodijo v trgovine, hodijo v kavarne, v kino, dvorane, bowlinge in tako naprej. Ampak enostavno se je matematika spremenila in zato cena teh družb. Ne. Podobno je recimo z obveznicami, če preskočim na obveznice, ne, lansko leto največja, bom rekel, negativna zgodba lanskega leta, oziroma ne samo lanskega leta, ne, takega prevrednotenja obveznic praktično ni bilo že zadnjih 40 let, vse od konca 70 let. Mislim, da leto 81, če sem prav gledal, je bilo recimo zadnjo, ko je bil nivo obrestnih mer na tem nivoju, še kakšno leto prej, v 70 letih pa zadnjo leto, ko so tako drastično zrasle obrestne mere na državne ali pa generalno na obveznice ali pa v našem okolju generalno, ne, saj so tudi tukaj stanovanjska posojila podjetjem in tako naprej. Skratka, res ekstremni premiki. No. In kaj je imelo to za posledico? Recimo slovenska državna obveznica, ki zapade leta 2032, ne, ki je bila izdana leta 2022, je v tem letu izgubila 23,8%. Ne. Torej minus 23,8%, če ste začetek leta kupili obveznico slovenske države 10-letno in jo konc leta prodali. To je enormna izguba. Zdaj boste rekla, kaj je narobe s Slovenijo. Ne, nič ni narobe s Slovenijo. Enako boniteto imamo, dvojni A-, odlično boniteto po S&P 500. Mislim, marsikaj bi lahko bilo boljše, tako kot v vsaki državi, ampak gledano skozi čas, Slovenija ni izgubila na kreditni boniteti, na ugledu na finančnih trgih ali česar. Nič takega. Ne. Podobno se je zgodilo z nemško obveznico, podobno se je zgodilo z nizozemsko, avstrijsko in tako naprej. Ne. Torej, lansko leto je res nek ekstrem na obvezniških trgih pri premiku obrestnih mer, pri inflaciji in posledično je vse to potem vodilo naprej razlike v donosih po panogah na delniških trgih, po regijah na delniških trgih in od tu lahko v lanskem letu praktično vsako naložbeno kategorijo, naložbeni razred, posamezno naložbo lahko pojasnimo prek inflacije, obrestnih mer ali pa vpliva energetske krize. Zdaj se v bistvu zelo lepo predstavil, da tudi obveznica lahko predstavlja na nek način tvegan inštrument, nisem ta prava beseda. Ja, je tvegana z vidika naložbe, temu se reče obrestno tveganje in vsekakor smo to zanemarjali zadnjih 15 let. Ne. Ampak pazi to, obveznice za fizične osebe, za nek nov trend, zdaj ko bo ECB zaprla pipco, izdajatelji seveda iščejo različne poti do denarja in seveda fizične osebe so tiste, ki imajo nakopičene denar. Zdaj recimo na Hrvaškem so nedavno izdali obveznice, ker so prednost imeli prav fizične osebe pri nakupu. Samo en dan bojo odprli možnost za nakup institucionalnih vlagateljev, podobno je tudi v Španiji. Menda, da so tam upokojenci celo v vrsti stali za nakup te obveznice, tako so pisali na Bloombergu. Zdaj, kje so pasti? Na kaj moramo biti pozorni, kakšni so stroški vzdrževanja, če gremo eno tako zgodbo? Zdaj, za fizično osebo, če se mislim, z vidika... to je zdaj trend. To je zdaj trend. To je več 100 let star trend, ne? V Sloveniji bi bilo pa to nekaj novega, ker do zdaj nismo to na ta način tržili. Ne? Ampak bom dajmo reči, mečkan vsem kontriram ali pa provociram. V naši družbi smo februarja pred 10 dnevi sodelovali pri nakupu zakladne menice slovenske države. Torej, to je 12-mesečni diskontni vrednostni papir, torej posodiš denar za 12 mesecev, podobno kot depozit, samo da ga ne daš na banko, ga daš v zakladnico Republike Slovenije.
v zameno dobiš nematerializiran vrednostni papir, ki ga lahko tudi prodaš. No, to je razlika do depozita. In seveda jamči, da boš to dobil nazaj slovenska država. Ne. Tako kot za depozit do 100.000 evrov, ne pa tako kot za depozit nad 100.000 evri. Ne. Ogromna razlika. Ne. Potem vam jamči samo tisti bankir, s katerim ste sklenili ta posel. In donos je bil 3,06%. To je zadnja aukcija zakladnih menic Republike Slovenije. Kar je pa zanimivo pri tem za fizične osebe, pa je, da v bistvu mislim, da lahko s 500 evri ali s 1000 evri že tudi fizična oseba sodeluje, ne? Torej ni praktično nobene ovire, da bi fizična oseba res sodelovala in namesto, da ima na banki po 0% ali pa 0,1%, ne vem koliko, kere banke nudijo, se nisem s tem ukvarjal, ampak sumim, da manj kot 3%. In še večje jamstvo je, ne? Še posebej, če imate večje zneske. Tako da fizične osebe že lahko do neke mere kar sodelujejo pri tem, ne? In slovenska država pač izdaja zakladne menice, vsak prvo banko, ne vem, skratka na internetu piše, katera banka to omogoča in tukaj ni več težav. Neki mali stroški so s tem povezani, ampak tako kot z vsakim vrednostnim papirjem. No. Tako da lahko sodelujejo. Kar se pa tiče hrvaške zgodbe, ja, je odmevala, ker je nekaj novega v našem prostoru ali pa v hrvaškem prostoru, ne, v hrvaški državi. Ni pa to nekaj novega recimo v Italiji. Hkrati so prejšnji mesec tudi Italijani izdali, recimo še bolj zanimivo, ne, inflacijsko zaščiteno obveznico namenjeno malim vlagateljem Italijanom. In tudi tukaj so z veseljem Italijani to pokupili. Ne. Tako da ta praksa vsekakor je povsod, ne, da država izda obveznice in seveda jih lahko kupijo tudi državljani te države. Tukaj ni razloga. Ne. Tako da je pa seveda ni razloga, da bi država to počela, če imaš nekoga v Frankfurtu, ki pokupi praktično vse, kar imaš ti na prodaj. Ne. Potem pa še preostali institucionalni vlagatelji, če kaj malega ostane. Zdaj se pa počasi to spreminja, drži in zelo verjetno bo več aktivnega trženja obveznic tudi malim vlagateljem oziroma vsem, ki imajo pač presežna finančna sredstva. Tako da nov trend, lahko bomo to kupovali. Kakšni so stroški, si vprašala? Stroški so prisotni, ampak so relevantni. So relevantni, vsekakor. Ne? Pač treba iti, ko ne rečem, se pogajati. No? Čisto iskreno, tudi mi kot profesionalni vlagatelji, tudi mi gremo, praktično pokličemo še kam, da vidimo, če je kje cena drugačna in lahko pogosto tudi mi na koncu ugotovimo, da je nekje drugje za isto stvar lahko plačamo pol manj. Tako da tako kot pri kupovanju avta, hiše, česarkoli, krompirja, se splača vprašati še pri sosedu. Moram te še to vprašati. Zdaj imava midva na tehnici, imava enega posameznika, ki je konzervativen in zdaj razmišlja ali investirati v obveznico, ki prinaša recimo 3, mogoče celo 4%, ka pa vem, pa na drugi strani imava neko banko, predvsem v Sloveniji so to tuje banke, ki ponujajo 3%. Kam greš? Zdaj odvisen, kdo sem, ne pa kakšen znesek imam. Zdaj, če sem konzervativen. Od zneska je odvisno. Od zneska je odvisno. Zdaj, nad 100.000 evrov v neko malo hranilnico iz, ne vem, karikiram, avstrijske Koroške, lahko greste, ampak ne tega enačiti z jamstvom Republike Slovenije ali pa Republike Avstrije. No. So regulirane inštitucije, ni pa to povsem enoznačno. Tako da nad 100.000 evrov je še kako važno, kakšno boniteto ima tisti, kateremu ste posodili denar. In depozit ni nič drugega kot posojilo banki. Tega se treba zavedati. Tako, do 100.000 evrov je pa garancija slovenske države. Je pa v bistvu spet čist druga logika, je pa v bistvu vse en, komu posodite. Posodite tistemu, ki vam da največ, ki ima najvišjo obrestno mero. Tako da te dve močne distinkcije treba razumeti, do jamstva pa nad jamstvom države. Potem je pa mislim, da še obdavčitev, neka obdavčitev do 1000 evrov ni obdavčitve, za obresti za fizične osebe nad 1000 evrov pa je obdavčitev. Tako da tudi to potem igra veliko vlogo. Ali imate tak znesek, da pridete na letni ravni čez znesek davčne olajšave oziroma neobdavčenih obresti, ali pa pač ne, ali pa pridete čez, ker če pridete čez, ste kar znatno obdavčeni. Tako da potem pa, skratka, če ste fizična oseba, čez 100.000 evrov in čez 1000 evrov obresti, potem se vam hiter tehnica nagne v prid obvezniškim trgom.
To bi bilo zanimivo narediti, če kakšen izračun. Zdaj, zahtevane donosnosti na obveznice so poskočile praktično vsem državam. 10-letna italijanska obveznica je bila danes zjutraj 4,5%, nemška 2,64%, nazadnje je bila tako visoka leta 2011, ko smo se dejansko ukvarjali z dolžniško krizo. Tudi ameriške obveznice so kar precej poskočile, zdaj so skoraj 4% na letni ravni, 10-letne. Nazadnje smo videli takšne zahtevane donosnosti leta 2007. Bodo še rasle te zahtevane donosnosti, do kam se lahko pospnejo in kaj to pomeni za države? No, preden ti odgovorim na vprašanje, bi poudaril samo še nekaj. Ne. Eno leto nazaj je bila nemška 10-letna državna obveznica minus 0,5, danes je 2,6. To je 3,1 odstotne točke več. To je samo eno leto. Eno leto. V enem letu, ja. V enem letu. Slovenska je bila, mislim, da minus 0,2, pa je danes 3,8, to je 4 odstotne točke več. Govoriva o trojnih A ali pa dvojni A bonitetah, torej nečem, kar je tretirano kot najbolj kreditno varno. Torej, ni problem v kreditni boniteti ali pa kreditnem tveganju, ampak obrestno tveganje je tisto, ki je tukaj igralo glavno vlogo. In te premiki so bili res enormni. Jaz se soočam v svojem vsakodnevnem delu pogosto z ljudmi, ki obrestne mere so zrasle, rečejo, vse smo slišali. Ampak niso slišali. Oni razumejo to, ok, lani sem dobil posojilo, ne vem, po 3, letos bo pa malo več, se razumem, koliko pa v letos, v 3,5, v 3,7, v 3,8. Ne, letos je pa 8, ali pa 7, ali pa 6, če se je nekaj zelo lepega zgodilo v vaši družbi. Skratka, 4 odstotne točke več, kot je bilo lani, je ta prava številka letos in to kar marsikoga šokira. Tako da zato sem poudaril, lani je bilo 0, zdaj je 4 in to je nova realnost. In kolikor je to na nek način velik premik, pa še zmer, če sem čisto iskren, ko pogledamo inflacijo, ki je presegla že 10 odstotkov vmes, pa je zdaj na 9 odstotkih, a 9,2 je bila danes v Sloveniji objavljena. Upamo, da bo vse skupaj šlo počas letos proti 6 odstotkom, 5, če bomo imeli srečo, recimo tako. Potem pa te številke niso enormne, potem pa 4 odstotke ni zelo visoka številka in tukaj se krešajo močno mnenja, Ali so to zdaj že ta prave številke za neke daljše obdobje, ali pa mogoče še ne. In zdaj zadnje tedne grejo te številke navzgor. Torej zdaj, trenutno danes so to najvišje vrednosti zahtevanih donosnosti obveznic, kratkoročnih ali pa dolgoročnih, kar smo jih pač videli, tako kot si rekla, od leta 2007 naprej. Za intermezzo, Euribor leta 2007 je bil še 2 odstotne točki višji, kot je danes Euribor, pa inflacija tudi slučajno ni bila tako visoka, kot je v teh dneh. Tako da zelo težko je tukaj dobiti dajmo reči, tako včasih se je lepo slišal neki ekonometrični model, izračun in povedati, kjer nivo je pravilen. To je nemogoče. Vse je odvisno od dejavnikov, ki niso pod kontrolo nikogar izmed nas. V prvi vrsti vztrajnosti inflacije, v drugi vrsti pa šokov na ponudbeni strani in potem odziva javnosti, torej na strani povpraševanja na drugi strani. Ali lahko grejo obrestne mere še više, če je bilo to tvoje vprašanje? Ja, lahko grejo še precej više. Ali bojo ostale na teh nivojih ali šle više, to je pa zelo nehvaležno reči. Mi smo nagnjeni k temu, da je precejšnje tveganje, da obrestne mere še porastejo tekom letošnjega leta. Logika, ki to podpira, je pa predvsem v tem, da se inflacija seli iz tiste pandemijske inflacije, torej v prvi vrsti so bile ta prve dobrine, uvožene iz tujine, iz Kitajske, iz tam, kjer so bile tovarne dobesedno zaprte, teh dobrin ni bilo, kar jih je pa bilo, so bile pa zelo drage. En kupenih problemov v dobaviteljskih verigah, torej šok na strani ponudbe. Potem smo iz tega šoka prišli na drug šok na strani ponudbe, smo mu rekli energetska kriza, hrana se je podražila, vse, kar prihaja iz Ukrajine in Rusije, se je drastično omejilo in posledično podražilo. Hkrati s tem se je pa sprostilo tudi ogromno denarja, prihrankov, ki je bil prisilno privarčevan med pandemijo in to je prišlo na stran povpraševanja. Torej, idealna kombinacija, da se sproži visoka inflacija in se je sprožila.
Problem, ki pa zdaj nastaja, je pa, da se ta visoka inflacija ugrajuje naprej v druge storitve, v druge cene, ki v prvi vrsti sicer nimajo veze z Ukrajino ali pa s pandemijo, še kako povplivajo na našo inflacijo in so tiste najbolj cene, ki ne bi bile najbolj stabilne, ki ne bi bile najbolj, ekonomisti rečejo ali pa rečemo, da so lepljive, da so stiki. Ne? In to se zdaj dogaja. Ne? Kot najbolj plastičen prikaz tega je pa rast plač oziroma ugrajena rast plač, recimo v Sloveniji tudi pokojnin in javnega sektorja. Ko enkrat pokojnine vsake 3 mesece zrastejo za 4-5%, je ekstremno težko ustaviti inflacijo, ne, brez da se nekaj močno spremeni. Ne. Ali drastičen dvig obrestnih mer, ali pa recesija, ali pa oboje. Ne. To je tisto, kar običajno v zgodovini je prekinilo pač to, kar se zdaj dogaja. No. Torej, ugrajeno trmasto inflacijo. A se bomo ujeli v vrtinec višje inflacije in višanja plač? Smo že ujeti v to. Smo že ujeti. Koliko časa pa misliš, da se bomo vrteli v tem vrtincu in danes bo izpljuvalo ven? Dokler ne bo prišlo do recesije, oziroma če povem še bolj konkretno, dokler se ne bo začela povečevati brezposelnost. Ne. Dokler imamo mi nižajočo se brezposelnost in statistični urad je ravno včeraj objavil, da je 3,5% najnižja v zgodovini, kadarkoli, odkar Slovenija obstaja, oziroma odkar statistični urad obstaja. Ne. In podobna situacija je v evroobmočju, podobna situacija je v Ameriki, ne. Skratka v zahodnem razvitem svetu. In v takem okolju enostavno ne moš pričakovati, da ljudje ne bodo zahtevali višjih plač, če je hrana se podražila za 20%, ne. Če so se avtomobili podražili za 30% in tako naprej. Ne. Tako da, in seveda delodajalec nima moči, da bi rekel ne, ker potem bo brez zaposlenih. Tako da v to smo zdaj ujeti, torej tako imenovano plačno inflacijsko spiralo smo zdaj ujeti, ne, kako pa to presekati? Ja, vidimo, centralne banke so postale zelo agresivne, vsaj v retoriki zaenkrat, ampak trgi vse bolj verjamejo v to, da bojo tudi v dejanjih. Torej, FED je dvignil že na 4,75, 4,5 do 4,75% in se pričakuje, da bo šel proti 5,5 do jeseni. ECB 2,5 na depozitni obrestni meri, ne, se pričakuje, da bo šla. Danes so bile že neki članki, neki naslovi oziroma iz kapitalskih trgov izhajajoči podatki, da se pričakuje, da bo šla proti 4%, ne, do konca leta. Ne. Skratka, restriktivna denarna politika je tista, ki to lahko zabremza. Alternativa je samo restriktivna fiskalna politika, če sem realen, tega v okolju kakršno smo, ni realno za pričakovati, ne, smo v okolju, dajmo reči, neke vojaškega konflikta, ne, kjer države se trošijo za obrambo, trošijo predvsem za energetsko varnost, torej za nove zelene tehnologije in trošijo tudi za subvencije za vse težave, ki jih prinaša ta svet. Ne. Tako da fiskalna restriktivna politika ni realna, preostane samo restriktivna denarna politika, lahko pa pride do nekih, bom rekel, šokov na strani ponudbe, to bi bil pa najlepši scenarij, ne, torej da kar naenkrat je zopet nafta zelo poceni, plin zelo poceni, hrana zelo poceni, kitajske dobrine na polno razpoložljive in poceni in potem se to vse skupaj inflacija umiri. V ta scenarij skeno jaz ne verjamem, tega ne vidim na trgih. Evropa je šla zdaj na pot spremembe celotne energetske strukture, torej stran od ruskega plina, stran od fosilnih goriv in elektrika zelena bo pač dražja. Veliko investicij bo potrebnih, to je zagon gospodarstva in kar bo prišlo na konec ven, bo pač dražja. Elektrika to pritiska na povišanje cen vsega ostalega. Elektrika je osnova ali pa sestavni del vsega, kar pač mi počnemo, imamo. Ne. Tako da to je en vidik, drug vidik je pa deglobalizacija. Ne? Če smo od 90-ih let naprej skozi govorili o globalizaciji in učinkih na deflacijo oziroma na nižanje cen, ne? Vsakič, ko je evropski proizvajalec dvignil cene, ne vem nečesa, ne? Se je najdel turški ali pa kitajski proizvajalec, ki je ponudil to po nižji ceni in smo šli kupovati kitajske izdelke, ne vem, oblačila iz Bangladeša pa Vietnama in tako naprej. Ne. In to je bremzalo rast cen v zahodnem svetu. Zdaj pa ta proces se bojim, da obrnem, torej zdaj proizvajalci, bom rekel, želijo imeti dobavitelje blizu sebe, ne, želijo imeti večjo varnost dobave in to sabo tudi prenese nekoliko pač povišanje stroškov in to se bo se prenaša pač v končne cene. In to so strukturni dejavniki, ki govorijo prid
uprit višjim cenam, višji inflaciji. Ne. Mogoče še en argument, ki ga običajno imam na temo višje inflacije v naslednjem srednjem roku, to pa je fiskalna politika, torej trošenje ali pa varčevanje, ki ga reklamirajo in izvajajo voditelji evropskih ali pa svetovni voditelji. Ne. In če smo od leta 2009 do COVID-a, do leta 2020, ne, skozi poslušali o varčevalnih ukrepih, o maastrichtskih kriterijih, o proračunskem primanjkljaju, o javnem dolgu glede na BDP, ne. Vsi smo že znali na pamet, koliko je javni dolg Grčije glede na BDP, koliko je javni dolg Italije na BDP in koliko je javni dolg Slovenije na BDP. Danes noben več teh številk prav resno ne gleda, niti ne jemlje. Ne. Razlog je pa v spremenjeni retoriki in strategiji, po mojem mnenju, pač svetovnih voditeljev, ki so se zdaj usmerili po 10-15 letih varčevanja v bom rekel, trošenje. Ugotovili so, da lahko tudi COVID v bistvu zajezijo, posledice COVID-a zajezijo z denarjem, z subvencijami in s poplavo državnega trošenja, in potem je prišla energetska kriza, podobna logika, vse države so zajezile rast cen energentov, ogrevanja in vsega ostalega, prenesle to na pleča države. In ta logika verjetno bo se nadaljevala. Torej, ko bo prišlo do tega, da se lahko problem omili z državnim trošenjem, sumim, da bo to privzeta izbira pri svetovnih voditeljih v naslednjih letih. To pa deluje inflacijsko, seveda, na gospodarstvo. In smo v začaranem krogu. Danes so države v bistvu v slabši finančni kondiciji kot pred dolžniško krizo, če gledamo razmerje med državnim dolgom glede na BDP. Je pa res, da je politika ECB ugodno vplivala na strošek dolga oziroma na obresti, ne? Vsekakor. Pač drastično znižala v negativno območje, ne, za Slovenijo in za Nemčijo. Torej, nekaj časa smo živeli v narobe svetu, ne, dobesedno narobe svetu, ko si je država izposodila denar in je lahko vrnila manj, kot si je izposodila. Ne. Kljub temu, da smo imeli nekaj malega inflacije, ne, smo morali biti vlagatelji s tem zadovoljni. Ne. Seveda nismo bili, smo iskali druge alternative, ampak tak svet je takrat bil. Zdaj se vračamo v neko malo bolj normalno okolje, pa še nismo čist tam. No, to bi mogoče tudi poudaril. Ne. Recimo nemška državna obveznica 10-letna nosi zdaj 2,6-2,7% te dni. Ne. Pričakovana inflacija v naslednjih 10 letih sodeč po zaščiti za inflacijo oziroma inflacijsko zaščiteni državni obveznici, nemški, ne, je pa 2,5%. Ne. Torej, nekaj malega plusa je zaenkrat za pričakovati, če kupite najvarnejšo, bom rekel, osnovno naložbo, to je 10-letno nemško obveznico. Premal. Ne. Ta prava številka, zgodovinsko gledano, ko ni bilo vplivov centralnih bank, se je vrtela, bi jaz rekel, pa tukaj so spet recimo pogledi malo različni, ampak jaz bi jo dal nekje na okrog 2%. Ne. Torej, če ti posodiš državi, torej najvarnejšemu dolžniku za 10 let svoj denar, jaz bi rekel, saj nekaj 2% na leto realno, ne, bi bilo smiselno, da si zaslužil. Če je veliko manj, nisem motiviran, veliko več pa niti ne rabi biti. No. In od tega smo še kar oddaljeni. No. A lahko še malo o tem eksperimentu ECB, če lahko temu tako rečem. ECB ima trenutno v lasti 27% dolga evrskih držav, z marcem se pa izteka program odkupa obveznic ECB, oziroma bo začela postopoma zmanjševati proces reinvestiranja, kar pomeni, da bo manj likvidnosti. Nekateri programi sicer še ostajajo. Kako bo se to vplivalo na obvezniški trg? Zdaj nekateri analitiki pravijo, da ne pričakujejo nekih revolucionarnih sprememb zaradi tega. Ja, jaz jih. 27% celotnega državnega dolga je ogromna številka, res pa je, da jih ne pričakujem tako, bom rekel, čez noč ali pa v trenutku. Jaz bi to dal v nek kontekst nekaj večletnega dogajanja, 3 do 5 let. Ne? In če je ECB zdaj, če gremo zdaj v režim rahlo povišane inflacije ali pa normalne inflacije, kjer inflacija je nek problem, o katerem se bomo pogovarjali in ECB je tista, ki jo mora zajeziti, potem bo morala prenehati z kupovanjem pač državnih vrednostnih papirjev. Ne? In na kratkem delu, torej na Euriborju, na kratkih državnih vrednostnih papirjih, na kratkem delu krivulje, se je ECB de facto že umaknila. Ne? Umaknila je tiste izredne programe za zagotavljanje kratkoročne likvidnosti. Ni se pa umaknila na dolgoročnem delu krivulje. Ne? Še vedno ima v lasti 27% celotnega dolga evrskih držav, ne? Tudi Slovenije med drugim. Ne? To ljudje ne vejo, da tretjino dolga, torej praktično, bomo rekli, glavnino dolga v zadnjih letih, ne? Med pandemijo in prej je pokupila ECB, ne pokojninski skladi, kot smo mi. Ne?
Ne. In če tak glavni kupec, ki je prej vse pokupil, naenkrat zgine z trga, ne, ja, nekdo drug bo mogel to kupiti. Jaz pa ravno kar razlagam, da bi rad videl, da je pričakovana inflacija plus 2% nekaj, kar bom dobil od nemške države. Ne. Nekaj malega zraven še potem od slovenske države in če pričakujemo 2,5 inflacije v naslednjih 10 letih, pa mogoče tudi celo malo preniska številka, glede na moje razmišljanje, ne, smo hitro na 4%, 5% za varne 10-letne obveznice, ne, in potem od tam naprej za tvegane. Ne. In se nekako osnovna naša logika oziroma moja logika je, da obstaja precejšna verjetnost, no, da gremo po tej poti v naslednjih 2, 3, 4 letih. No, saj to je to, ne, kar smo se prej pogovarjali, da se zdaj v bistvu nekako ta dolg, oziroma da že države želijo, izdajatelji želijo, da v bistvu posamezniki, fizične osebe, ki sedijo na denarju, preskočijo nekako na pomoč. Seveda, ampak tukaj se skriva ful pasti. A veš, jaz kot človek, ki sem velik zagovornik finančnega opismenjevanja, mislim, jaz se zdaj, da je tukaj finančno znanje Slovencev in pa nasplošno Evropejcev zelo šibko, ne vem, zagotovo se lahko zgodi kakšne špekulacije, tako kot se vedno dogaja z raznimi zadevami. Mislim, tukaj bi jaz bil, mislim, bom rekel, to so varne naložbe, ne? Torej vi boste dobili ta denar plus te obresti, ki so vam obljubljene nazaj na svoj račun. Ne? Razen če država propade, govorimo res o ekstremnih situacijah, pri čemer Slovenija ni prva država evroobmočja, ki bo propadla. Prvi 200 Italija pa Grčija, sodeč po finančnih kazalnikih in zahtevanem donosu na njihove obveznice. Pa tudi za njiju trenutno je ekstremno nizka verjetnost, da se bo to zgodilo. No. Torej, tisto, kar je lahko v narekovaju težava, je, če bi vi vmes želeli to prodati. Ne. Tako, kot sem vam rekel, ne, če bi kupili dolgoročno obveznico. Ne, jaz bi klepo udaril na to, da je velika razlika med recimo zakladno menico 12-mesečno ali pa 2-letno državno obveznico, pa nečem, kar je 10, 15, 20-letna obveznica slovenske države. Ne. Pa ne govorim o kreditni oceni, ampak o obrestnem tveganju. Če se dvignejo obrest, dajmo samo iti čez matematiko, čez praktičen primer. Ne. Če kupite zakladno menico, tako kot sem rekel, če bi jo kupili 14 dni nazaj, bi dobili 3,06%. Čez eno leto bi torej dobili 10.000 evrov, pa 3,06%, 306 evrov. Ne. In potem bi zopet po obrestnih merah, ki so takrat na trgu, to reinvestirali. Recimo po 4%, če gre malčkam gor. Ne. In tako vsako leto naprej. In če gremo s tem naprej, bomo vsako leto dobivali več, tako kot bodo rasle obrestne mere. Če pa mi letos bi kupili 5-letno ali pa 10-letno obveznico, bi pa naslednjih 5 let dobivali 3, danes bi bilo 3,7 recimo. Ne. In že naslednje leto bi na zakladni menici dobili 4%, torej več, kot bi dobili na tej obveznici, ki ste jo kupili pred letom. Skratka, začeli bi dobivati manj, kot pa nekdo, ki bi vsako leto kupoval 12-mesečne zakladne menice. Zato ta gospod, ki bi kupil zakladne menice, nima obrestnega tveganja. On lahko vedno to zakladno menico praktično po isti ceni tudi proda med letom. Medtem ko če bi se vi čez 2 leti odločili, da boste pa zdaj prodali to obveznico, ki ima še 3 leta ali pa 7 let do konca življenja, bi dobili za njo manj, kot ste pa posodili na začetku slovenski državi. Gre za enostavno, gre v bistvu, vem, da je kontraintuitivno, številni se s tem imajo malo težavo, ker vsi razmišljajo v konceptu depozita. Ne. Saj, če imate obveznice, morate to dobiti, če ni defaulta. Ja, to že, sam dobivaš manj, kot pa bi dobival, če bi se drugače odločil, torej za spremenljivo obrestno mero oziroma za enoletno, dajmo temu reči enoletno vezavo. No. Mogoče je lažje razložiti z enoletno vezavo depozita pa 5-letno vezavo depozita. Ne? In če rastejo obrestne mere, kje boste dobil več na enoletnih vezavah? Na začetku si omenil, da je slovenska obveznica, da si izgubil 23%. V kakšnem obdobju? V enem koledarskem letu. V koledarskem letu. Gre pa za 10-letno državno obveznico. Gre za Sloreb 32. Torej, a veš, življenje je nepredvidljivo. Ne veš, kaj se ti bo zgodilo čez eno leto. Ne? Tako da mogoče pride do situacije, da moraš prodati, ampak to boš prodal s 23% izgubo. Drži. Tega se treba zavedati. Ja, samo v tem primeru je prišlo do 4% točke dvigu. 4% točke se je dvignil zahtevan donos. Ne. To je res ekstremno, še enkrat. To, odkar sem jaz na svetu, ni bilo takega primera. No. Pa že dolg si na svetu. Ja, pa imate hrbet boli, pa to. Sin mi gre v srednjo šolo, no, tako bom rekel.
Moj sin je pa že v srednji šoli, tako da se pridružujem tej bolečini. V glavnem, a greva zdaj s temi novotarijami malce naprej, tokenizacija, evropska direktiva, ki ureja izdajo tokeniziranih vrednostnih papirjev, ne bi začela veljati z marcem. Recimo, a je to nekaj, kar ti je zanimivo? Tokenizacija vrednostnih papirjev. Why not? Zaenkrat premalo vem o tem, da bi lahko sploh komentiral. Je to zanimivo? Ni zanimivo. Če sem pa čisto iskren, kapitalski trg svetovni, dajmo reči, da je to tako, kot se rekla, novotarija, ampak vse, kar obstaja na tem kapitalskem trgu, torej denar, ki je sredstva, ki so prek obstoječih, bom rekel, mehanizmov, za institucionalne vlagatelje smo več kot dovolj bom rekel, servisirani. Torej vsako podjetje, ki želi kapital ali dolg, ima možnosti, da do tega pride, če ima seveda na drugi strani argumente, pač ponudbo, ki nam je zanimiva. Tako da zdaj za tokenizacijo, tako ali drugače, zdaj karkoli že to pomeni, sumim, da to ni nekaj za nas, za profesionalne vlagatelje, za pokojninske sklade. Je pa verjetno nekaj za, ne vem, mogoče navdušene retail vlagatelje, ampak še enkrat, vidite, v čem se, kaj je naš know-how, s čim se mi ukvarjamo. To je na ravni EU, to je direktiva, tako da to bo nekaj, kar o tem se bo verjetno v prihodnje veliko več govorili. Je pa res, da se zelo počasi upeljujejo vse te novosti tudi na našem trgu, ampak dobro, pustva zdaj te detajle, bomo drugič malce bolj poglobljeno. A greva mogoče pogledati, zdaj, če gledava celotno to enoletno obdobje zlato, kaj se je zgodilo z zlatom? Trenutno kotira pri $1800 za 31,1 gramsko unčo. Zdaj, imeli smo okolje povišane inflacije, imamo trenutno vojno ekonomijo, kot pravi profesor Mojmir Mrak. Kje je zlato v tej zgodbi? Kaj se je zgodilo? Presenetljivo dolgočasna je zgodba o zlatu v zadnjem letu. Tisti, ki imajo radi zlato, bi vam razlagali, da če bo visoka inflacija, bo zlato poletelo, bo hranilec vrednosti, ker je količina omejena, ali pa Bitcoin z istim argumentom. Če bo vojna, to je grožnja finančnemu sistemu, ta bo razpadel, lahko. Potem rabite imeti doma zlato, pa kalašnikov, pa palete konzerv. Nič tako drastičnega se v lanskem letu ni zgodilo, da bi močno povišalo vrednost zlata. Je pa res, da zlato je bilo pa stabilno. Takrat, ko je bilo najhuje, med energetsko krizo poleti, recimo avgusta, septembra, bi bilo zlato lepo pribežališče napram drugim tveganim naložbam. Torej, izkazal se je še enkrat za to, kar v bistvu že zadnjih 20 let nekako tisti, ki smo tradicionalni vlagatelji, razlagamo, to pa je, da je zlato v bistvu neka vrste zavarovalna polica za razpad finančnega sistema. In višja, ko je verjetnost za razpad finančnega sistema, višja je vrednost zlata. Torej, najvišja vrednost je bila 2,9, zelo visoka je bila, potem je raslo do 2,12, evropska državna kriza in od takrat dalje pač se zadeve malo umirjajo. Predvsem pa lansko leto, kaj pa vem, tudi jaz sem bil malenkost razočaran nad tem, če bi imel zlato, bi bil malo razočaran, da se ni bolj odzval z rastjo vrednosti takrat, ko so bili šoki, ko je bila tista invazija na Kijev, ko je bil višek energetske panike v Evropi. Yeah. Z Matajem Tomažina sva pred enim letom posnela tudi epizodo o kriptu. Takrat, ko se je zgodila vojna, je marsikdo v bistvu nekako se špekuliral, da bo kripto tisto sredstvo, kjer se bojo pač ljudje malo pomagali oziroma financirali določene zadeve v vojni ekonomiji. Bitcoin je v tem času v bistvu poletel, takrat, ko je bila vojna, je poletel na skoraj 50,000 dolarjev, zdaj je padel na 23,000, torej za 50% upad. Ja. Delil je usodo pač tehnoloških delnic. Je pa res, da deloma naslavlja problem nekoga, ki je v Kijevu, ki bi rad denar spravil nekam drugam, pa morda nima drugih kanalov, ampak še enkrat bi jaz poudaril, finančni sistem ni propadel, ni razpadel. Tako da tukaj
ta neka drastična potreba po zlatu v fizični obliki ali pa bitcoinu, torej zlatu v digitalni obliki, ne, če se tako pogovarjamo, ne, potem ni nastala akutna potreba. Ne. Kar se pa tiče drugih kripto, bitcoin in vseh drugih digitalnih valut, ne, ja, je pa to zgodba za kakšen film, no? Kako je FTX propadel, kako je v bistvu cel ta hype oziroma ta balon nastal, kako smo se množice ljudi nad tem navdušile in kako potem se vse to v bistvu nekako sesulo kot hišica iz kart. Je pa res, da neke temeljne karte tukaj so in te so še danes prisotne. Bitcoin je eden od teh in se pač obnaša kot, bom rekel, tradicionalna, ena bolj tveganih, ampak tradicionalnih, recimo, tehnoloških delnic. No, nič bistveno drugače. Zdaj pogosto kažemo s prstom na razne te kriptomenjalnice, pogosto pa pozabljamo, da tudi investicijske banke so velikokrat financirale kakšne zločince in potem so se z veliko milijardami evrov odkupovale in oprale svoj madež. Tako da tudi to moramo pač povedati iskreno, no, da se tudi to dogaja, pa tudi potem bi lahko posneli kakšen film iskreno. Vse so jih kar neki že na to temo. V glavnem, veš, kaj me zanima? 9. marca so v bistvu tam Rusijo izključili z MSCI-ja, to je referenčni naložbeni indeks, in sicer zdaj to obravnavajo kot samostojni indeks ruskih delnic in ne več v sklopu delniških indeksov trgov v razvoju. Kako je to zdaj vplivalo recimo na sklade ali pa na portfelje? Kako so se v bistvu prilagodili? Težko. Ne. Zdaj to targetira predvsem pač vlagatelje iz zahodnega sveta. Ne. MSCI indeksi so pogosti referenčni indeksi, recimo za vzajemne sklade, tudi za pokojninske sklade, in dokler je ta naložba v indeksu, jo načeloma lahko imaš ali pa jo imaš, odvisno od analitske strateške alokacije sredstev. Ne. Po drugi strani imaš tudi indeksne sklade, imaš ETF-e, ki avtomatsko sledijo takim indeksom. Ne. In torej, ko je prišlo do te spremembe, je bilo treba pač to na nek način zmanjšati. Ne. In prodati nisi mogel, ne. Torej ni se dal iti na rusko borzo in tam prodajati. Ne. In torej si lahko, kaj pa vem, kaj so naredili. Čisto iskreno. Nisem ta prav za to vprašanje, nismo imeli ruskih delnic, tako da ne znam odgovoriti. Sumim pa, da so enostavno prevrednotili na nič, ne, in šli dalje za življenjem. Sodeč po vepih, no, v tistih dneh, ne, torej vzajemnih skladov zahodnega sveta, ki so imeli ruske delnice, so naredili to, kar sem rekel. Ja. Če ne moš prodati, je vredno nič. No. Mogoče sem še to sem danes gledala, najbolj donosne borze na svetu, Slovenija med njimi, mislim, da je 9. najbolj donosna, mogoče lahko še malo pokomentirava na hitrco slovenski trg. Kaj ne rečem, super rasti cen slovenskih delnic. Ne? Pač Krka odlično posluje, NLB fantastično posluje, Petrol, upajmo, da bo zopet dobro posloval, ko ne bojo se države mešale v cenovno politiko na bencinskih črpalkah. Tako da imamo zrele, dobro profitabilne firme v okolju polne gospodarske aktivnosti, kako ne rečem, ni brezposelnih, ne? Noben ni brezposlen, razen na svojo željo praktično. In v takem okolju pač te družbe odlično poslujejo. No? Zdaj si omenjal, da imamo dobro gospodarsko okolje. Kako ti vidiš recimo naslednje leto? Govorilo se je precej o recesiji, omenjalo se je celo stagflacijo, kje smo zdaj s temi scenariji? Zaenkrat se je pokazalo v teh 2 mesecih letošnjega leta, da je gospodarstvo, predvsem pa potrošnik, presenetljivo odporen na vse tegobe tega sveta. Ne. Mene je bilo fascinantno lani, ne, ko sem gledal razpoloženje potrošnika v Evropi, Sloveniji, v Ameriki. Ne. To so bili depresivni podatki. To je bilo na nivoju leta 2009, ko so banke dobesedno prodajale, ko so vsak dan je bila vojska brezposelnih na zavodu. Ne. Dobesedno popoln, bom rekel, gospodarski polom. Te indeksi so bili na teh nivojih, ne? Zaradi inflacije in zaradi razpoloženja povezanega z Ukrajino. Ampak potrošnik se ni skril nazaj v svoje stanovanja, v svoje bunkerje, ampak je vseeno šel ven in trošil in do neke mere zopet užival, ne vem, storitve življenje, no? Šel v restauracije, kine, potovanja in tako naprej. In kljub temu, da je bil slabe volje glede razmer, je vseeno rekel, lejte, 2 leti sem bil zaprt, zdaj bi pa vseeno. Se je
pogumil in šel po storitve, šel po dobrine. In to je bilo, bom rekel, neko presenečenje na kapitalskih trgih, ne, da so podatki v bistvu v zadnjem času tako spodbudni. Še posebej spodbudni so pa ratali v zadnjih 2 mesecih, ko je postalo jasno, da energetska kriza Evrope ni tako akutna več, da smo jo vsebinsko rešili z LNG-jem, da smo jo rešili z varčevanjem, da smo jo rešili konec koncev tudi z nakupovanjem ruskih energentov še naprej. Čeprav se o tem manj govori. Ne. Skratka, da ni tako hudo, kot so nas pa strašili ali pa smo se sami ustrašili. In od tukaj je bil nek zagon pri potrošniku v zadnjih 2 mesecih viden, decembra, januarja, februarja, in od tukaj zdaj lahko rečemo, da te obrestne mere, ne, ki so zrasle, ne, še ne vplivajo znatno ne vplivajo na potrošnika, ne vplivajo na gospodarstvo in da bo to šele prišlo. Ne. In vmes bojo pa verjetno centralne banke še dodatno zategovale, ne? Ker enostavno druge opcije mislim, da ne vidim, nimajo v trenutnih razmerah. In potem bo z zamikom, bo ta restriktivna denarna politika pa res prišla v gospodinjski vsak dan, v gospodinjske finance, osebne finance, ne? Ko bomo res se pogovarjali, ali je smotrneje kaj kupiti, trajno dobrino, ali pa dati na depozit po 4-5% obrestni meri. Če gre inflacija nazaj proti 4%, pa če dobimo obrestne mere proti 5%, potem bo to nekaj, česar nismo videli vse od 2007 naprej. In jaz mislim, da bo marsikdo takrat drugač se odločil, kot se pa še danes odloči, inflacija 10%, pa mu razlaga nek finančnik, da lahko na zakladni menici dobi 3%. Ne. To ni posebej privlačno. Ne. Ko pa bo zakladna menica morda 5-6%, pa bo inflacija, bom rekel, taka, da je ne bo zaznati v vsakodnevnih aktivnostih, bomo pa zopet v drugih okoliščinah. In takrat pa bo stagflacija in če bo šlo predaleč, bo lahko tudi recesija. Kdaj? Jaz sumim, da druga polovica letošnjega leta bi znala biti z tega vidika bolj zanimiva, oziroma potem smo že v naslednjem letu, 2024. Mogoče kle še malo empirike, običajno rečejo centralni bankiri, da njihovi ukrepi, torej dvigi referenčnih obrestnih mer, imajo zapoznel vpliv, torej lagging po angleško, in običajno po tem jih seveda naslednje vprašanje je, koliko pa zamujajo vaši ukrepi na ulico, ne? S kakšnim zamikom pridejo na ulico v odločitve posameznikov, v gospodarstvo. Ne? In oni rečejo, nekje med pol leta do leta pa pol. Ne? In potem takim, kot sem jaz, finančnikom to prav veliko ne koristi, ker to je zelo širok pojem. Ne? Ampak z vidika gospodarstva lahko rečem to, kar se je zgodilo v bistvu zadnje, ker dejansko Euribor, če pogledate v Evropi, ali pa Sloveniji, Euribor raste šele od konca poletja naprej, torej od septembra naprej, Euribor šele začel rasti. Začel je rast z -0,5 in šele zadnjih nekaj tednov, par mesecev mogoče, je nad neki številki, ki bi jo večina ljudi sploh zaznala, torej da je nad 2,5, nad 3%. Ne? In po mojem mnenju, ko bo ta številka šla na recimo 4, 5, 6%, bo postala restriktivna in potem od takrat naprej štejte pol leta, pa boste videli učinek. Jaz vam pa lahko povem, da danes ljudje, ki v Sloveniji celo sprejemajo finančne odločitve, se podcenjujejo, koliko so se obrestne mere dvignile, in kar pomeni, da močno podcenjujejo, koliko se lahko še spremenijo v prihodnje. Zdaj leto, odkar je v bistvu izbruhnila vojna, od 24. februarja 2022 pa do danes lahko rečemo, da je bilo leto ekstremov, kar si tudi sam povedal, in nanizal kar nekaj ekstremnih situacij. Kaj pa bo čez eno leto od te točke dalje, od 24. februarja oziroma danes 28. do 24. Kje bomo? Blaž, povej, poglej v svojo čarobno kuglo. Ja, ni problema. Čaj, bom točen povedal, kje bomo. Napovedovanje prihodnosti, najprej disclaimer, napovedovanje prihodnosti je za vedeževalke. Mi se trudimo oceniti realistične scenarije. Oprost, ali lahko samo skočim tle? Nikoli ni en, ampak so vsaj 3. Optimističen, osnoven pa pesimističen. Majčkan. Ampak vseeno, kako mi vidimo, kam gremo v naslednjem letu. Vidimo rast plač,
Vidimo podatke, ki govorijo, da je inflacija se preliva v storitve, v tiste cene, ki so praktično fiksne bile desetletja. To pomeni, da inflacija gre v tisto trmasto, vztrajno inflacijo. Ja, ne 10%, ampak core inflacije okrog 5% so trenutni nivoji in ne upadajo. V številnih državah še rastejo, vključno Slovenijo, ne, kjer je čez 7%. Recimo. In to so previsoke številke. In a bojo same od sebe šle navzdol? Jaz mal dvomim, čisto iskreno. No, povedal sem prej, zakaj. In kot ključno tveganje tukaj vidim, da bo inflacija bolj vztrajna, ali pa še naprej vztrajna in še naprej problem, in da potem bojo mogle obrestne mere iti v pravo restriktivno področje. In tukaj me pa mal strah, čisto iskreno, ker sem videl 10 let, ne, smo videli od 2015 do 2022, ne, 7 let ekstremno, pa 10-12 let malo manj ekstremno, smo videli, kam centralni bankirji so sposobni iti, ko ne dosežejo svojega cilja. Ne, oni so takrat zniževali obrestne mere s ciljem spodbuditi gospodarstvo, spodbuditi inflacijo. Pri tem so bili popolnoma neuspešni iz različnih razlogov, ki niso bili v njihovi moči. In so šli še naprej, ne. So šli do nule in so šli v minus. Ne. In recimo, da so zdaj okoliščine v drugo smer nagnjene, z deglobalizacijo, z fiskalnim trošenjem, za podražitvijo energije, zelenim prehodom in tako naprej. In da bojo mogli bremzati inflacijo, torej ravno obratna situacija. Ne. Do kje so oni pripravljeni iti, da dosežejo svoj 2% inflacijski cilj? Ne. Zelo težko to reči. In na koncu, nažalost, običajno se konča z neko rastjo brezposelnosti oziroma z drugimi besedami, z recesijo. In tak scenarij, težko zapeljem to bistveno drugače, kot da je to nek scenarij za nek srednji rok. Ne. Je pa res, da se je odmaknil. Kot sem rekel, potrošniki so bili presenetljivo odporni in letos imamo lepe delniške donose. Upam pa, da bo tako nadaljeval. Tako, kot sem pa rekel, pričakujem, da bo potrošnik to težo višjih obrestnih mer začel čutiti, ko bo pol leta Euribor recimo od danes naprej pol leta, pa sumim, da bo tudi v Sloveniji marsikaj drugače, ko se bomo v gostilni pogovarjali o obrestnih merah. Zaenkrat se v gostilni še vedno jasno pogovarjamo o ceni elektrike, plina in Ukrajini. No, mogoče, jaz sem pa protestirala, ker si rekel vedeževalke. Mislim, da je eden zelo znan vedeževalec, ki nosi tvoje ime. Vedeževalec Blaž v Sloveniji. Pa najbolje, da njega vprašaš za točne vrednosti S&P 500 čez eno leto. Mogoče pa zgodovinska opaska na to temo. No. V okolju rastočih obrestnih mer delnice običajno ne prinašajo nekih ekstremnih visokih donosov. No. Pred enim letom smo se tudi kar precej pogovarjali o zelenem prehodu. Finančna panoga je na zeleni prihod in na ESG in vse zeleno in trajnostno mogoče malo pozabila v lovu za iskanjem teh donosov, ne, ki so jih ustvarjali v energetski panogi. Medtem pa tudi govorijo, da 2% inflacijski cilj v naslednjih 10 letih ni dosegljiv. Nekateri tako pravijo. Ampak ja, evo, bomo videli, kaj bo. Spremljamo celo leto in potem se slišimo, vidimo čez leto, oziroma že verjetno kaj prej. Kaj ne, Blaž? Zmenjeno, zanimivo bo pa sigurno. To pa zadnjih par let je bilo res nepozabno, ne? Vsako leto smo rekli, to se zgodi enkrat na 100 let, pa je prišlo naslednjo leto, čak to se je nazadnje zgodilo 50 let nazaj. Ne? Tako da me je kar malo strah, kaj se bo naslednje leto pogovarjala, no, čisto iskreno. Zagotovo bo pa zanimiva debata, tako kot je bila današnja. Tako da, hvala Blaž za super debato, hvala tudi vsem poslušalcem in gledalcem, da ste spremljali Money How. Poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav!